Lep pozdrav vsem skupaj. Danes sem vam zaupal eno verjetno da zelo zanimivo zgodbo iz časov, ko sem bil jaz mlad, ko sem bil star okoli 20 let. Jaz sem bil kot mlad s puncem zelo neroden. Svojo prvo punco sem dobil, ko sem bil star 18 let pa pol. No, in še tista me je zelo na hitro pustila, ne. Jaz, ko sem to punco dobil, jaz sem mislil, to je to, prva, zadnja, poroka, otroci. Niti pomislil nisem, da bi jaz jo kaj ali varal ali za kakšnim drugim ženskam gledal. Niti približno. Jaz sem pač razmišljal takrat čisto resno. In potem, čez ene 14 dni, 3 tedne, ti ne vem točno, koliko je bilo, prav, da se ima nekaj za zmeniti z mano, in zmeniti je bilo to, da pač je rekla, da pač bi nehala, da sem jaz drugačen kot ona, da pač ona je bolj družabna, jaz sem zadržan, pa tako naprej. No, in pač tako sva nehala, jaz sem to preboleval dolgo časa. No, ampak, bom rekel, ene pol leta potem, ko me je ta punca pustila, sem pa le nekako zbral pogum, pa sem začel eno drugo malo osvajati. Sicer nisem bil takrat neki dober osvajalec, ampak pač trudil pa sem se. No, takrat, ne vem sicer kako, zdaj gre to s puncem, ampak takrat je šlo to tako, da si pač punco čisto lepo direktno preprosto vprašal, ti, a bi hodila z menoj. Točno tako se je punco vprašalo, no. Se je malo pogledal, bi hodila z menoj. Čeprav ne, to je trapast način, ne, ampak tak je bil takrat, kaj čem. No, in jaz to punco, ki mi je bila všeč, jo pač vprašam, ti bi hodila z menoj. Ona, malo zamišljena, čez par sekund odgovori, moram premisliti. Takrat še nisem bil dosti pameten, da bi vedel, da če pač mora premisliti, da to pomeni, ne. Pač neko upanje mi je dala, čeprav dobro, tudi takrat nisem bil toliko neumen, da bi kakšna lažna upanja si dajal. No, jaz sem potem to malo čakal, če mi bo ona kaj sporočila, kako je to premislila, pa mi en mesec ni nič sporočila in pač jaz sem to vzel kot ne, kar je čisto logično in je tudi iz njene strani to zagotovo bilo ne. No, jaz sem potem v vojsko šel, po tistem ene 3 mesece, in sem bil v vojski 7 mesecev. Takrat se je sicer vojsko služilo 1 leto, ampak glede na to, da sem tam nekaj zbolel, pa pol še malo zasimuliral, sem bil po 7 mesecih odpuščen iz vojske. In potem se jaz pol vrnem domov, malo sem spet začel okoli hoditi, malo punce iskati, bom rekel, ne glih najbolj uspešno, ampak potem me pa ta punca enkrat po telefonu kliče. Presenečen jaz, da me je klicala. Takrat ni bilo tako, kot zdaj mobiteli, ne, pa da si videl številko, kdo te kliče, pa si točno vedel, kdo te kliče, ne. Takrat je bil tisti stacionarni telefon, običajno se še mama oglasila, pa me je pol mogla najti, pa da sem jaz na telefon prišel, pa če je bila pol kje mama blizu, se nisem mogel pogovarjati normalno. No, in ta punca me kliče in prav, ti veš, sem premislila tisto, ko si me vprašal. Jaz sem mogel malo pomisliti, sem se sploh spomnil, zakaj se gre, ne, to je bilo že 1 leto od tega. Jaz sem rekel, in kaj si se odločila? Ja, prav bi hodila s teboj. Dobro, vse skupaj mi je bilo malo čudno, ampak dobro, če pa punca čez menoj hoditi, pa super, ne. Bila je luštna punca,
meni zelo všeč, pa glede na to, da sem punco kar problem dobiti, sem rekel, ja, seveda super. In sem rekel, kdaj se kaj vidva. In ne vem, pol sva se to naslednji dan dobila sva se pri njej doma, ampak ne noter zunaj, in sva se tam malo pogovarjala. Jaz se malo za rokce primem, no potem sem jo tudi poljubiti hotel, pa je rekla, ne, poljubljala se pa še ne bova, si šele en dan hodila, to pa ne gre tako hiter. No, malo mi je bilo čudno, malo sem si pa tudi mislil, poštena punca, fino, sem je zdolgo v redu punco, ni to neka drolja in tako naprej. No in pol še ne dvakrat sem je s njej prišel, pa sva se malo za rokco držala, ljubčka pa še vedno ne. Jaz sem jo vsak vikend potem klical, pred vikendom sem rekel, ti bi šla midva nekam skup ven, ne? Ker pač noč ima svojo moč, pa greš malo ven, malo plešeš, pa tako ne, običajno ob takih trenutkih prej pride do kakšnega poljuba, pa tudi pol še kaj več, ne, če si vztrajen, pa če je punca za to. In jaz sem pač hotel, da grem en vikend ali petek ali soboto znov ven nekam v eno diskoteko in navalim karus na Paradajz. No in ona se je to zmeraj nekaj izgovarjala, nikoli ni imela časa, enkrat je bilo to, drugič je bilo to, tretjič je bilo to. In potem, ker jaz to že ne petič, šestič kličem, ne, mi je pa rekla, jo, veš, moram iti stari mami nekaj pomagati delati. To je bila tam v enem kraju, ne bom nič o krajih točno govoril, niti o imenih, niti nič, ker pač jaz sem hočem tole zgodbo povedati, nočem, da kdorkoli ve, katera je bila ta punca, pa mislim, da je tudi nemogoče, da bi to kdo vedel. Razen kakšni tisti, ki me zelo dobro poznajo. Pa tisti, ki so bili zraven, no. No, in potem je ta punca rekla, ja, da mora stari mami iti, ker mora nekaj pomagati, ampak da v tistem kraju je pa tudi bila ena diskoteka, da bo pa s kolegico zvečer šla v tisto diskoteko, pa da ne pridem jaz kaj pogledati, ne. No, jaz sem pa svojo družbo hodil tle v eno diskoteko v Trebnjem in sem še fejst pameten bil pred kolegi, pa sem rekel, fantje, danes bomo mogli iti pa še malo v uno diskoteko, me baba tam čaka, pa da ne bo težila, moram iti pogledati, ne, pa so si rekli, ja, bomo šli. No, in jaz pol enkrat sredi noči le to družbo prepričam, da gremo mi še v uno diskoteko, ki je bila ene pol ure stran od te diskoteke. Mi se pelemo, pridemo, gremo na to diskoteko. Čeprav je to že mnogo let nazaj, se spomnim, kot včeraj se spomnim. Prav spomnim se tega prijatelja mojega, ki je bil z mano, kad je nekaj slutil, da se bo nekaj naredilo. On je v diskoteko noter pred menoj šel, ker za en vogal pogleda, prav šel pogledat, kad je vedel, kaj bo videl, in ko pride nazaj, ga vidim nasmejanga do tukile, ne, sem rekel, kaj je? Poglej, jaz pogledam in tam moja punca z enemu, če se zalizuje na polno, mislim, ni bilo to samo neko poljubljanje, bilo je še šlatanje, vse živo. Jaz to gledam, nisem mogel verjeti. Prizadet, ponižan pred prijatelji, sem mislil, da bom znorel. Že tako ti gre vse slabo v življenju, posedi pa kaj tacga naredi. Ma zaznort. Ne vem, pol imam majčken luknjo v spominu, kako točno so se pol, tam so se že v diskoteki nekaj pogovarjala, ali kako. In no, potem je še celo to predrzna bila, da je kolegico poslala do mene, da me je vprašala, če bom domov pelal. Pa seveda sem rekel, ja, ker sem hotel tudi z njo to razčistiti, ne. Najbolj si živčen, ker ne veš, kaj sem jo hotel vprašati, pa kaj se greš, kaj si mi tu naredila, mislim, ti mene kličeš, če bi, da si premislila, da boš z menoj hodila, ne, pol me tam nekaj nateguješ, da se ljubčkala še ne bova, zato ker še premalo časa hodva, ne,
Tle te pa skoraj mislim, kar seksala nisi z njemu, ne, sredi diskoteke, ne. No, in jaz pol pelem, no, pa prijateljico domov. Pol se je to sploh izkazalo, da ona pri nobeni stari mami ni bila. Ona je bila pri tej prijateljici, ne pa pri stari mami, tako da me je tudi to nasrala. No, in ko smo prišli do te prijateljice, ne, one stopijo ven in stopim še jaz ven. Tole, kam zdaj povedal, mi je kar malo težko povedati, ampak gledajte, tako je bilo takrat in bom po pravici povedal. Druga kolegica je šla not v bajto, ko sem jaz rekel, da bi se rad z njo še pogovoril, tako seveda sam, ne. Jaz sem mu namen, da jo klafutnem. Dvakrat, da jo klafutnem. Saj pojma nimam, kaj bi s tem naredil. Izpal še 3-krat večja budala, ne. Ampak mu sem to namen. Prav hotel sem jo, Mislil sem, da jo moram, ker si to zaslužila, ampak nisem v jajc, da bi to naredil in tudi hvala Bogu, da jih nisem imel, ne. Ženske tepejo slabiči, tako da, vejte, to, če si ti frajer, ne bo žensko tepel. Če ti naredi kaj tacga, ki je ona meni naredila, rečeš, ti super, hvala, lepo se imej, midva sva zaključila in greš iskat drugo. In to je to, ne. Ne pa, da zdaj nekaj žensko pretepaš, kadar s tem kaj dosegel, izpadeš budala, še večje, kakor si to, tako da, ne. Hvala Bogu, da je nisem takrat udaril. Hvala Bogu, če sem imel veliko nesreče v tistih časih v življenju, pa sem to srečo, da jo nisem udaril, no. Nič. Kaj je pol sledilo? Ne, je to bilo kar normalno. Nič takega se ni zdelo. Da mi probala se vsaj kaj zlagati, da je bila pijana, pa da mogoče zato, čeprav to je slab zgovor, ne. Ampak takrat bi mu verjel, ne. Tako da ja, no, jaz sem se pol odpeljal, prijatelj ves nasmejan, mislim, da sta bila 2 prijatelja z menoj. Njima sem polepšal vikend, sta bila nasmejana, ne vem, tu je bila pol debata, 14 dni okoli potrebnem, da sem jaz punco z drugim decem najdel, ne. Bog ve, kaj so se za mojim hrbtom še pogovarjali. Ampak, glejte, to je življenje, to se mladem dogaja, najbrž, da nisem edini, tudi komu drugemu se je. Po mojem, vsem, ki me gledate, ste imeli neke take izkušnje, ampak tako je to, no. Pri taki stvari moraš reči, nič, gremo dalje in to je to. In točno tako sem se takrat rekel in sem šel dalje. Kaj je bilo naprej, bom povedal pa v enem od naslednjih videoposnetkov. Tako da, to je bilo to. Če so vam moje zgodbe všeč, če me radi gledate na YouTubu, kliknite tam tisti rdeč gumb, kjer piše naroči, pa potem še zvonček kliknete, to pomeni, da se naročite na moj kanal. Če vam je bil tale video všeč, všečkajte, kaj pokomentirajte. To je to. To je za danes to, lepo se imejte in se vidimo v kratkem z novim videoposnetkom. Adijo.